A veš na teh... Danes pa veste, kjer avto je na vrst, ne? Zato, ker sem že v prejšnjem vlogu to povedal. Pravzaprav je tako, novo Opel Insignijo smo prvič videli tako zares dobro pa v živo na avtosalonu v Ženevi, zdaj je pa čas, da si je pogledamo malo bolj drobno, pa predvsem malo bolj v mir. Pa da rečemo kakšno z inženirji, z ustvarjalci, z ljudmi, ki so jo pravzaprav naredili. Evo jih, vidiš Insignije, komatenih avto so pripravili za nas in jaz pa Gregor se bova usedla, mislim, da v Trdečka, 2.0 Turbo AVD Automatic. Še pa zdaj prvič tako, da Insignijo vidim v naravi, tako da ni pod sojem salonskih žarometov in moram reči, da tudi tukaj, tako kot na salonu, je prvi vtis zelo dinamičen, športno, zdi se, da je avto ful nižji kot prej, je pa definitivno tako, razmeroma agresivna, vidiš? Pa da zdaj končno pa zares vidimo, kaj je Opel pripravil. Evo, jaz sem že najdel ta prva stvar, ki mi je všeč, in sicer na telih karticah, kjer piše, kater avto je. A veš na telih karticah, kjer smo ugotovili, kjer avto pač vsak posameznik vzame, piše gor, da je barva tega avta Pull me over red. Takšne so pa pol druge, Take me hostage yellow, pa Please rob me silver. Evo, z Gregorjem so se po dobre pol ure pripeljali v Rüsselsheim, tukaj je Oplova tovarna in bomo imeli kakšno delavnico na temo Insignije. Zanimivo. Zanimivost mi ne bom niti malo odlašal. Le, kaj je Opel tukaj parkiral? Opel Kapiten. 1 meter, 2 metra, 3 metre, 4 metre, 5 metrov. Avto je ogromen, pa še danes gleda zelo dobro, predvsem pa zelo impozantno. Grem se še malo noter vse. Veš, te mehki sedeži v starih avtih, ne? To je meni top. Volan pa tak, kot družinska pica v Capri. Veš, temu se reče karakterja pa nostalgije polna kabina. Vse posod same ravne poteze, pa gled ta merilnik hitrosti. Pol pa najdem tukaj eno halo, ki je v bistvu skoraj čist prazna, samo da ni. Le zdaj to. Za tiste, ki starejših Oplov ne poznate dobro, tole je Diplomat, V8 mašina, letnik 76. Mislim, da je bila končna hitrost krepko čez 200, pa tamle gor vidim eno tablico, pa da vidim, če sem jo prav. 230 konjev pa končna hitrost 205 na uro. Drugače, tako tehnični podatki pri teh avtih mene sploh ne impresionirajo toliko. Mene bolj impresionira vsa ta impozantnost, oblika, tak razmeroma agresiven pristop k oblikovanju pa velikenih ravnih črt in to danes v primerjavi s sodobnimi avti izgleda zelo nenavadno, pa po mojem mnenju tudi zelo kul. Tukaj je še en Kapitan, malo novejši, ampak glih tako raven, s kjerga kolikota pogledaš. Pa še ena od Oplovih karizmatičnih legend, Diplomat. Točno s tem avtom sem se pa že en lep čas nazaj peljal, mislim, da je bila predstavitev, mogoče leta 2010, takrat enkrat, ko so predstavili novo Astro, pa smo se pol po Frankfurtu, mislim, da smo se vozili s starimi Opli in ta je bil eden izmed tistih. Vidiš, tole je pa daleč najbolj baročno razkošen avto, ki ga je Opel sem pripeljal, gre tudi za Kapitana, mislim, da je letnik 63 ali pa 62, nisem ziher, ampak v vsakem primeru je to ena taka stvar za pogledati. Vidiš, kako lepo kombiniranje različnih barv, različnih materialov, vse skupaj deluje zelo tako, flashy, bahavo. In če si avtomobilski navdušenec, pa zdaj sploh nima veze, ali si ljubitelj Oplov ali pa ne, ker se ti usedeš v nekaj takšnega pismo, če ti srček vsaj malo ne zaigra, pa tudi ne vem. Hey, Miss Daisy, need a ride? Je pa hecno, ker skačeš iz ene avtomobilske ere v drugo in pa primerjaš dizajn, napredek, tiste trende in tako naprej. Vidiš, kakšen preskok iz ravnih v zaobljene linije. Le sem pogled ta volan, pa kako je bilo oblikovan, da o merilnikih sploh ne govorimo. Pa gled to razkošje druge vrste, drug čas, drug svet. Za piko na i pa še tale Admiral, pa mogoče se bom zahakljal kar na barvo. Veš, odlično odseva čas, v katerem je bil narejen, takrat je bila rjava zelo modna, kar pa podpira tudi kabina. Le to. Zaklenen, se ti hecaš, sam premalo sem pritisnil. Vidiš to, rjava na rjavo, na črno. Za rjavo pa črno pa itak veš, da spet prihajata v modo, ne? Predvsem pri notranjosti, v kabinah. Kar se pa sodobnih Oplov tiče, avto, ki je danes v tej hali najbolj pomemben in je na njih pa še bo najbolj vplival, je pa tale avto, Opel Monza koncept. Zdaj pa tako, novinar, avtomobilski saloni, gor ali pa dol v koncept, se človek nima velikrat priložnost usedeti. In zato je tole dost tak pomemben trenutek, da sediš v genezi, v izvorni točki, iz katerega izvira dizajn avtomobilske znamke. Ok, zdaj pa pičim na tiskovko in takoj, ko se zaključ, povem vse, kar sem zvedel o tej novi Insigniji.